Danes ste simulirali, kako bi reševali v primeru večjega potresa na tem območju. Kako ste vi zadovoljni s samo vajo in pa seveda z reagiranjem gasilcev iz tega območja? Gasilci smo zelo veseli in gledamo, da izvajamo takšne vaje, ki nas lahko v bodoče tudi doletijo. Sama ta vaja je bila z namenom, da prikažemo postopke v primeru potresa, ki je tudi kar velika verjetnost v našem področju, ki je potresno področje. Tudi v zgodovini so že bili veliki potresi, zato je prav, da tudi gasilci in pa ostale enote civilne zaščite preizkusimo skupno sodelovanje in pa postopke v primeru dela na takšnih vrstah intervencijah. Udeležili ste se vaje simulacije kozjanskega potresa. Kako ste odreagirali, kako ste vi zadovoljni z vašim posredovanjem danes? Mislim, da smo kar zadovoljni, ker smo dejansko tiste poškodovani, ko so bili, smo jih pravilno oskrbeli. Žal enemu nismo mogli pomagati, ker je bilo prepozno, pač smo take poškodbe, da ni bilo pomoči. Ostale pa mislim, da smo kar kvalitetno oskrbeli in da imajo možnost, da se bodo normalno vrnili v življenje nazaj. Kakšna je sicer naloga reševalnih psov, ko pride v realni situaciji do takšnega primera? Da najdejo ali zakopane ali pa izgubljene ponesrečence. Če recimo ljudje ne morejo v objekt dostopati, so psi bolj gibljivi, pač lažje najdejo, hitreje najdejo. Zdaj pravijo, da vaje eno realna situacija bi bila pa druga, ampak verjetno prav takšne vaje koristijo, da se potem v sami realni situaciji, vkolikor do nje pride, bolje znajdete. Realna situacija sigurno ima svoje posebnosti, ampak če par takšnih vaj daš, je potem večja možnost, da boš pravilno reagiral, če pride do resničnega takšnega primera.